jaz sem Nina Kozinc, prihajam v bistvu iz Sevnice, sam zadnje čase zelo veliko časa preživim tu v Mariboru, kjer tudi študiram. Sem študentka psihologije, trenutno obiskujem drugi letnik magistrskega študija na Filozofski fakulteti v Mariboru. Katere pa so tiste tvoje najljubše aktivnosti poleg študija? Kaj vse počneš, ko nisi na faksu, ko nisi na predavanju? Kadar imam malo več časa, to izkoristim za izlet, potovanje, kak surf trip, se pravi moja, mislim, da kar najljubša športna aktivnost je surfanje na valovih. Potem tudi vključena sem v prostovoljstvo, študentsko delo, ampak tak vsakodnevni prosti čas pa rada preživim nekje zunaj, malo rekreacije, se družim, kakšna dobra knjiga, spečem kaj sladkega. Kdaj in kako pa te je zaneslo v svet hipnoterapije? V bistvu hipnoza me je zanimala že dolgo. Tudi pri meni se je začelo z vprašanji, kaj sploh to je, kako deluje, kaj se s tem da delati. Bolj aktivno sem se pa začela ukvarjati pred dobrimi 3 leti, ko sem malo pobrskala, kako se pri nas da izobraziti sploh za hipnoterapeuta. In potem sem v bistvu našla, da obstaja pri nas tudi društvo za medicinsko hipnozo. Potem sem začela izobraževati, vaditi in tako se je začela moja pot. Kaj pa ti je drugače najbolj všeč pri hipnoterapiji? V bistvu zanimivo je to, da mogoče en fenomen hipnoze je tudi, da v tem stanju čas dojemamo drugače. Se pravi, pride do časovnih distorzij in recimo, ko vprašam na koncu, koliko časa vam misliš, da si bil zdajle v hipnozi, reče ljudje, ne vem, 10-15 minut, v bistvu pa se skozi trajali pol ure ali pa 45 minut. Če bi imela na izbiro surf ali longboard, kaj bi izbrala in zakaj? Ja, definitivno bi izbrala surf, predvsem zato, ker sem začela s surfanjem. V bistvu mi je ta izkušnja vožnja po valu res nekaj neopisljivega in posebnega. Longboard je prišel pa kasneje, v bistvu kot nek nadomestek, ker na žalost nimam oceana in valov pri roki vsak dan, tako da je to kot neko nadomestilo, da se tam lahko peljem, pa oblika je podobna, da nekaj je. Nina, dokončuje stavke. V trgovini največkrat kupim? Nekaj, kar vsebuje kokos. Takoj bi se lahko preselila? Na Bali. Če ne bi študirala psihologije? Bi verjetno živela nekje ob oceanu in lovila valove. Ko pakiram, nikoli ne pozabim? Fotoaparat. Nasvet, ki ga premalokrat upoštevam? Je ta, da si naj zorganiziram oziroma splaniram samo 80% svojega časa. Najbolj me razjezi? Zamujanje. Velikokrat razmišljam o? Hrani, čokoladi. Torej, ura hipnoterapije. Jaz kot študentka s problemom pridem k tebi v svetovalnico po pomoč. Kako poteka začetek terapije? Jaz, na primer, imam težave z učenjem, ne morem se skoncentrirati, nimam motivacije. Kako bi mi sedaj lahko ti s hipnoterapijo pomagala? V bistvu bi te najprej vprašala, da mi opišeš težave, vprašala bi te tudi, kaj že veš o hipnozi oziroma hipnoterapiji. Potem bi ti povedala, kako poteka seansa, se pravi, da najprej poteka hipnotična indukcija, potem poglabljanje hipnotičnega stanja, potem bi sledile sugestije, se pravi, da boš od zdaj naprej sposobna, boš skoncentrirana, da boš se osredotočila na učenje tiste ene snovi, da te ne bojo motili zunanji dejavniki, da boš sposobna odmisliti, da bi šla ne vem kam drugam, da bi počela ne vem kaj, na ta način mogoče. Potem pa v bistvu sledijo posthipnotične sugestije in na koncu izbije. Na hip. Okay. Prvi izziv opravljen. Drugi izziv, kaj se skriva v Ninini torbi? Trenutno sončna očala, obvezno denarnica, plastenka vode, planerček, o katerem sem govorila, kuliji, ključi, ženske zadeve, parfum, deodorant, robčki in telefon, pa mini lekarna, ne smem delati reklame, razpršilo za nos in pastile za grlo, ker je čas prehladen. Pa še labela. Mislim, da je to. Pa še zadnji, tretji izziv. Tvoja naloga je, da združiš longboard in surfanje. Verjetno bi to vključevalo surf pozicijo na longboardu.
uprizorim. Okay, ja. Okay. Pravi, nekaj takšnega in pa surf pozicija. Okay, cool. Vsi trije izzivi opravljeni in spet imamo še eno štrdečo in uspešno študentko. Jej!